kot danes jutri več ne bo. Kako zelo se vam je od februarja, ko ste predstavili Carpe Diem, spremenilo življenje, Bojan? Jaz bom rekel, da precej, namreč v življenju nisem toliko velikrat bil na letalu, kakor v tem enem mesecu. Nisem v življenju pel pred toliko tujci, kakor smo zdaj v enem mesecu, in predvsem nisem v življenju videl toliko slovenskih zastav, ki jih nosijo tujci. Ampak te glavno šele pride, ne? Ja, cirkus je že 2 meseca v pogonu, Liverpool se pa sploh še ni začel. Mače, koliko mačkov si videl? Koliko mačkov? 3 sem po mojem videl, pa jih pobožil, ja. Sem kar pogrešal muce, no. Si kar pogrešal? Ja. Kaj pomeni ta nasmeh, Bojan? Ja, neč, da naš maček ima res rad mačke in da... Predvsem malo mačk smo videli. Ja, 3, no. Mačka pa mačko, ne? Ste recimo pričakovali takšen tempo, ki bo vrhunec dosegel čez nekaj tednov oziroma dni? Pričakovali po mojem smo, ampak nismo si ga predstavljali to tako naporno. Kakor verjetno neko svetovno prvenstvo v nogometu, ki pač verjetno vsak nogometaš pričakuje, da je to največja stvar, ki jo lahko doživi, ampak nikoli ne veš, kakšni občutki te pričakajo, ko se dejansko spoprijameš s tem. Na nek način kot olimpijske igre, ne? Jaz bi rekel, da smo pričakovali, da ne bomo veliko spali, ampak glede na to, da se te zabave imenujejo pač pre-party, sem upal, da bo to zaradi žuranja, ne toliko zaradi tega, ker bo urnik zelo na debelo nabasan in natempiran od jutra pa do večera. Omenil si ravno te zabave, po čem se jih boste zapomnili? Bilo jih je, mislim, da ogromno letos. Ste katero izpustili? Ne, nismo izpustili niti ene, bili smo na 6 zabavah v Evropi in v Izraelu. Kaj si bomo najbolj zapomnili? Jaz si bom zares najbolj zapomnil pač ljudi, ki pojejo našo pesem. Prvič v življenju smo to doživeli v tujini. Koliko neprespanih noči je za vami? Vse. Vse. Slišal sem, da so nekateri predstavniki dejali, da je v vaši družbi vedno veselo. Imate kakšen recept? Samo Za to dobro voljo. Mladi navihanki. Torej, kot navihanke. Probamo uživati, no. Mislim, to je tekmovanje, to je dejstvo, ampak bom rekel, da smo si zelo zastavili neko vizijo, da hočemo tukaj uživati, hočemo tukaj tako deliti kot sprejeti pozitivno energijo in dovolili smo si pač se imeti tudi fajn. Kaj vas ponavadi vprašajo tuji mediji oziroma oboževalci? Kaj jih zanima? Odkot ime? Kaj so naši najljubši evrovizijski komadi? Kaj lahko pričakujemo od evrovizijskega nastopa? Kaj bomo počeli v 12 dneh, ko bomo doma? Kako to, da bo išel komad z Elvisom Costellom čez en dan, jutri, New Wave, Elvis Costello in Joker Out? Če se pa najbolj veselite v Liverpoolu? Prej dneva. Ne, jaz se pa... Pa bo kakšen prej? Mislim, da en. Ker vem, da ste se zelo blokirali, tudi nekaj nastopov bo pred samim nastopom. Koncert, no? V Liverpoolu. Ja, v Liverpoolu imamo koncert 8. maja, na isti dan, kot bo kronanje, če se ne motim. Tako da mi se bomo pa kronali s prvim live koncertom v Liverpoolu. Ampak to bo vaša druga pot v Liverpoolu. Enkrat ste že bili nekaj dni nazaj. Ja, res je, ko smo snemali spot za New Wave, Joker Out in Elvis Costello. 21. april. Ja, po Barceloni smo se takoj odpravili v Liverpool, ker pač tiste 4 dni, ki bi lahko počivali, smo se odločili, da raje ne bomo. Posneli smo video spot, zelo smo veseli, da smo to izpeljali. Da se mora čisto strah na Euroviziji. Kar samozavestni odhajamo, no. Mislim, edini strah, ki je zares, je samo, da bi se kakšna bolezen prekradla v ekipo, ker v tem mesecu, ko smo zdaj bili na pre-partijih, smo po Barceloni, sem jaz na začetku zbolel, potem pa praktično 75% benda, tako da smo bili do konca, do Madrida, precej kar... Ampak taki sončki ne morejo zboleti. Merkar borba za nas. Iz vaših ustov, Božjo še. Kaj lahko povemo o nastopu? Bo morda tukaj veter v laseh ali boste na odru preprosto jokerji? Mislim, jokerji bomo, itak. To bo naš 3-minutni koncert. Probali bomo uživati tako, kot Slovenija uživa na koncertih. Našo energijo bomo dali ven kot ponavadi. Edina razlika, ki bo, je to, da igramo na kamero. Tako, pa da bomo imeli idrijsko čipko na obleki.
To ni šala, to je zares. Ne, to ni šala. Idrijsko čipko smo kot en tak kulturni element Slovenije dodali na naše oprave. To bodo pač po meri narejene idrijske čipke, ki bodo na zelo lep in subtilen način implementirane v naše prostorije. Nikakor si ne rabite predstavljati celotne obleke idrijske čipke, ampak samo kot podatek. Kot češnja na torti, če tako rečemo, ne? Točno. Kot idrijska čipka na obleke. Bo kaj promocijskih gradiv? Vem, da so šle vaše nalepke sedaj na teh promocijah za med. Imamo kar nekaj promocijskega materijala, čepice, tele vrečke, tote bage, majice, kartice, CD, nalepke, kot smo že omenili, potem pa še nogavice, to sploh vedel nisem. Pa še ne. Upamo, da pridejo tudi ventilatorčki prenosni, zato da bojo lahko vsi imeli Joker Out fan. Ok, zanimivo. Kaj vse pa boste sami vzeli s seboj? Imate kaj posebej, kaj vas redno spremlja? V zadnjih 3 tedni smo ugotovili, da je kar težko spakirati kufer in ga omejiti na 20 kg, tako da najbolj sam. Koliko je bilo največ kilogramov zdaj, ko ste bili non-stop na letalih? Se bojem, ti si bil rekorder. Jaz sem bil rekorder, ampak vse ni bilo hudega. Za let za 20 kg sem imel 24,5. Če zaključimo, kaj vam bo narisalo nasmeh v očeh na Euroviziji? Prvo mesto. Zares, jaz mislim, da nam bo zelo velik nasmeh narisal na obraz, ko se bomo prvič spet srečali z kolegi, ostalimi nastopajočimi. Še prej pa se vidimo, ko ste dejali 25. aprila, tukaj v Ljubljani. Lahko povabimo, da tudi gledalci oziroma oboževalci pridejo na vaš koncert. Absolutno. 25. aprila bomo na Novem trgu ob 15. uri prvič v živo zaigrali za vas, za domače občinstvo Carpe Diem in še venček naših zimzelenih. Tako da, evo, preden se poslovimo in gremo v Liverpool, ste vsi zelo lepo vabljeni, da se tako objamemo in začutimo in da gremo z velikim nasmehom tja. Se vidimo. Ljubili se in se igrali, živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo.